Prvi polfinalni par letošnjega Hervis pokala Slovenije sestavljata tekmeca osrednje slovenske regije. 20. aprila se bosta v Šiški pomerila domači Interblok in Domžale. Drugo moštvo prvoligaškega tekmovanja se bo tako pomerilo z edinim drugoligašem, ki je doslej ugnal že Gorico in Primorje. Težko je kar posebej reči, da smo kar posebej navdušeni. Za nas je vsak nasprotnik maksimalno resen. Ponovno je jasno, da gre za zelo dobro ekipo, za izjemnim strokovnjakom in normalno, če so prišli v polufinale, da to ne more biti slučajno. Manj sta se nasprotnikom posvečala nogometaša, ki pravita, da zanje ni pomembno, proti komu igrajo. Pomembna je igra lastnega moštva in zadetki, ki samo nosijo zmage. Nisem imel nobenih želj, kogarkoli bi dobil, bi enako odreagiral. Na igrišču probali pokazati, kako izgleda ena homogena ekipa. Sreča je to, da se nogomet igra na igrišču, ne na papirju, in jaz mislim, da imamo tudi v polfinalu v redu možnosti. Opet sigurno neće biti lake tekme, igraju se dve utakmice i sve je otvoreno. In kakšne so možnosti moštev? Potem, ko si je Birjukov oddahnil, ker jim je žreb prizanesel z Mariborom, pa v taboru Interbloka vztrajajo, da so ne glede na nižje kategornika vseeno nasprotnik, na katerega velja biti pozoren. Dejansko se obeta zanimive dve tekmi, na kateri se ne bi složil sa kolego Vedenikom, da se favorit zna, ampak mislim, da so možnosti 50-50. Možnosti pa so v področju presenečenja, to, kar smo tudi do zdaj že pokazali, da lahko igramo s prvoligaši. In tu bomo naredili vse, da dosežemo maksimalni rezultat. Res je, da se je z garderobe ljubljanskega moštva poslovil prvi vratar Ažbe Jug, a tudi Domžalčani bodo v spomladanski del sezone stopili nekoliko spremenjeni. Bolj kot karkoli pa pokalu štejejo trenutna forma, želja po zmagi in faktor presenečenja, ki je že ničkolikokrat prinesel zmago tistim, na katere sploh nismo računali.